Zakaj uporabljajo zelene zaslone? Ali ne bi kar vse pobarvali zeleno že na začetku? Zelene zaslone se uporablja recimo za kakšen background, če ga hočemo kasneje v produkciji spremeniti ali pa zamenjati, recimo. Jaz ne razumem, zakaj to ne morate že zeleno pobarvati. Se mi nočemo, da je zeleno pobarvano. Ja, lahko bi tudi, ampak ne bi bilo tako lepo. Zakaj temu pravijo camera shot? So včasih snemali filme s pištolo? Kamera shot je, ker kamera v bistvu tudi ustreli. Ker je shutter, a ne, v bistvu tako se opre in opre, isto kot bullet, se pač sproži. Zato in tudi zvok naredi malo tak bolj specifičen, ko klikneš neki. Po moje zato izvira iz tega. Včasih tudi z mitraljezi v evoluciji, ampak prvotno so bili to noži, zaradi tega, ker so bili šli blizu človeka in so z nožem pač ga labodili. Ja. Ne, pojma nimam, zakaj je camera shot, samo mogoče, ker je zvok podoben. Ne, niso snemali s pištolami, ker bi bilo totalno nesmiselno. Mislim, kamera nekako streli, ne? Mislim, ne udari nihče, nikogar, ampak nekako zleče, ne. Ali je res, da fotografi hodijo na posebno šolo za oči in da tako bolje vidijo skozi kamero in si ti to šolo naredil? Ja, mislim, da obstaja ena šola, sem slišal za univerzo v Rimu, kjer to študirajo. In praktično, ja, študirajo razne dioptrije oči, tako da lahko boljše vidijo čez kamero. Veš, da drugače je, pač razumem, da je to satirično vprašanje, ampak obstaja tudi knjiga od Johna Bergerja, Načini gledanja. In v bistvu on razlaga o filozofiji gledanja, da preden nekaj snemaš, slikaš, se moraš naučiti gledati skozi kamero na drug način. Torej ti ne vidiš kot objekta, ampak vidiš, kaj za tem objektom stoji, si predstavljaš neko zgodbo za tem takoj. Torej za tebe je to toaletni papir, za mene je to nekaj drugega, razumeš, mogoče nekaj večjega, mogoče nekaj manjšega, mogoče tako pomislim na drek. Ni važno, point je, da vidiš več, kakor samo slika. Po moje ja, samo pač za del dobre fotografije po mojem ne rabi dosti šolanja. Mislim, za vsako tako stvar, kakor so filmi ali pa karkoli v umetnosti, samo pomembno čim več delati in delati sam in kjerokoli šolanje nima veze. Ne vem. Zakaj so nekatere fotografije zamegljene? Je kamera sramežljiva ali je samo skrivnostna? Zamegljene so zaradi tega, ker če obrneš ta krogec na kameri, lahko zboljšaš oziroma pač fokus približaš oziroma oddaljiš, če je nekaj dlje v fokusu tisto, kar je dlje, in če obrneš, tisto, kar dlje več ne bo v fokusu, ampak bo to pred tabo. Čakaj. Kamera, odvisno, če premakneš kamero, potem bo zamegljeno, če si pač stabilen kakor bor, potem ne. Predvsem gre za to, da je skrivnost, zaradi tega, da potem gledalec na nek način interpretira sam, kako naj bi scena izgledala. Zaradi tega, ker načeloma smo vsi naučeni na to, da vse nam je ponujeno na pladnju. Zadnji tipi raziskovalnega filmmakinga gre pa v to smer, da na nek način vedno bolj se poglobimo v samega gledalca in da gledalec na nek način interpretira po njegovi moči, kaj sploh gleda, da mu sploh res ni jasno, zakaj se gre. Zakaj režiserji vpijejo akcija? Ali ne bi bilo bolj vljudno, če bi prosili lepo? Ja, bi rekel, da so vsi ti producenti zelo nesramni ljudje. Po moje bi bilo. In po moje, če rečeš lih akcije, nima toliko veze. Samo važno je, da so igralci pripravljeni in tudi če sem steče kamera in rečejo, ne začnejo, je isto v redu.
Ker pred snemanjem je važno, da vsi se zavedajo, da kader začne, tako da moramo biti vsi po tišini, mirni in igralci morajo imeti ta znak, recimo, da potem pridejo potem v junaku in igrajo dobro. Ja, ampak načeloma, žal, dostikrat so ti režiserji moški, mi moški pač imamo to patriarhalno mentaliteto in vpijemo na ljudi, ko zahtevamo kakšne stvari. Okay. Zato je taka razlika med ženskimi režiserji in... Režiserkami in moškimi, absolutno, ja. Mislim, načeloma, če je ženska, ko sem delal žensko, ko je bila režiserka, bilo ful prijetno in tako. Ko smo moški na vrhu piramide, je zelo stresno in simboliziramo drugega in tako. Ja. In se šepeta na ženskih setih? Dejansko se nikoli ne sliši, oziroma načeloma imamo, sploh si ne govorimo, zdaj, ko so nove tehnologije, pa to pa si pošiljamo tekste. SMS, tako da lahko preberemo. Tudi, če ste oddaljeni? To nima veze. Ja. To nima veze. Kakšna je razlika med portretom in pokrajino? Ali ni portret samo pokrajina z nekim obrazom v njej? Ja, recimo je, ampak odvisno. Pokrajina je pač ponovadi neka narava ali pa neki portret je pa lahko tudi noter v neki sobi in vzad sam neka stena. Ni obvezno. Portret je lahko tudi brez ozadja. Mislim, je lahko plain white ozadje. Ni pa čisto kot... Ne moreš tega tako določiti. Mislim, na nek način imaš prav, veš, ker recimo street fotografi, ne moreš priti do enega close-up slikati. To ni več street, ker ne zajameš nobene ulice, nič. To je portret, a ne. Če pa ti zajameš nekaj širšega, ampak so tudi ljudje postavljeni kot za portret, je pa pač lahko street ali pa karkoli pač. Ja, ne, pač. Na nek način imaš prav v nekih primerih, ja. Ja, točno tako. Pokrajina ima tudi občutke, ni da smo samo mi ljudje in samo mi smo portreti. Tudi pokrajine so portreti. Zakaj imajo nekatere fotografije red eye? Se tako reče, je to dokaz, da je oseba vampir ali samo, da potrebuje več spanca? Ne, načeloma to je, spet mislim, to so eni, so ti ufoti, drugi pa dejansko to, da ne zdaj mislite, da je ta umetna inteligenca, da so se naredi s kompjuterjem, ampak dejansko so to že roboti. Med nami, tako kot so ti reptilijanci pa to, ki za meni načeloma taki nas vladajo. V resnici imamo tudi v Hollywoodu spet, ker so povezani z Pentagonom, so začeli razvijati robote in tako da včasih to kamera ne zazna, da to ni človek in dejansko vidi, zaradi tega, ker so pač neki UV filtrov in potem so je rdeča svetloba, ki jo zazna v zenici in zato vidimo te rdeče oči. Tako da, ko vidite rdeče oči, tudi pri mucah, ki so tako prijetne načeloma, so to roboti. Imamo očala. Jaz bi rekel, da je vampir. Kot prvo, če bi slikal vampirja in rdeče oči se pojavijo samo s flashom. Če se jaz ne motim, se vampiri bojijo svetlobe, a ne pa bi ga zažgali. Tako da mislim, da je to dober dokaz, da ni vampir. Kot drugo pa, zakaj so rdeče oči? Je zaradi flasha pač, ko zajame rdeče, ko se odbliskne od zrcalca, se odbije svetlobni žarki pod takim kotom, da padajo samo rdeči žarki v kamero tam. Ko se svetloba odbija od mrežice zadnji za očesom. Mislim, da so vampirji. Jaz verjamem vampirje, tako da mislim, da so to vsi vampirji, ki imajo red eye. Vsi, ki so zdaj na digitalnih fotografijah, mislim, da so vampirji. Tako lahko preveriš, če si vampir. Zakaj še vedno uporabljamo učbenike, če imamo Wikipedijo? To je dobro vprašanje, ampak mislim, da moramo vztrajati še malo pri učbenikih, pri non darla tropovinta Aerobo, ker kot je napovedal veliki Terminator, do leta 2029 je še nekaj časa, moramo počakati. A je res, da učitelji dobijo svoje moči iz krede? In če je tako, zakaj ne uporabljajo peres kot vsi ostali? Če bi uporabljali peresa, potem ne bi imeli svoje moči, res kreda je tisti vir
energije, ki hrani vse učitelje, da se obdržijo pri življenju, da se upajo soočati z otroci. Tako da mislim, da morajo nadaljevati s hranjenjem iz njihovega primarnega vira prehrane, da lahko vzdržijo, če bi peresa. Ja. Je že prav, da ostanejo razmerja moči malo porazdeljena. Ja. Zakaj učitelji še vedno učijo stvari, katerih učence ne zanima? Ni to malo nesramno? Vam moram dati prav, res je nesramno, ampak mislim, da se tekom življenja morajo tudi otroci naučiti, da pač ta svet ni idealen, ni popoln in je prav, da izkusijo malo te nesramnosti tudi oni, tako da ko bojo prišli v odrasle leta, so že malo pripravljeni in pač ne stojimo si metati šudra v oči. Prav je, da se čim prej soočimo s tem, kakršen svet je v resnici, da se lahko opremimo, oborožimo, da ga lahko bolje živimo. Dobro. Okay. Zakaj temu pravijo kamera shot? Kaj so enkrat snemali filme s pištolami? Kamera shot. Nisem nikoli slišal za ta izraz. Sorry. Zdaj se to reče, ko zmanjša. Uno, ko se liče, uno za lomit. Dobro, se ne spomnim, ko se reče. Še enkrat. Mislim, kaj je to vprašanje? Ne, to sem slišal, actually, ko ste spraševali. Okay. Ali je res? Čakaj, ja, ne, sorry. Ja, to zdaj tako se lahko razjebanci, ne? Ja. Bom, gremo še enkrat, lahko teče naprej, bom ti zelo resno odgovoril. Ja. Ali je res, da fotografi hodijo na posebno šolo za oči, da boljše vidijo skozi kamero in si ti hodil na to specifično šolo? Ja, mislim, da je prva šola v Rimu, ker to... Zakaj sem šla jaz? Potem se zamenjamo. Moj prijatelj je to delal. Mamma mia. Oh, mamma mia. Bomo vel. Torej, zakaj se temu reče? Ja, pošteno. Ok.